Dober dan in prijeten pozdrav vam želim. Hkrati pa vam izrekam prisrčno dobrodošlico na današnji prireditvi. Televizija ETV je ob 14. obletnici ETV in 23. obletnici naše predhodnice ETV Izlake razpisala 7. pesniški natečaj Naj pesem ETV v 2 starostnih kategorijah. Do konca razpisa je v kategoriji pesnic in pesnikov osnovnošolcev starih do 15 let prispelo 50 pesmi. V kategoriji starejši od 15 let pa 51 pesmi. Vse prispele pesmi je ocenila strokovna 13-članska komisija. Pesmi so bile za ocenjevanje označene le z zaporedno številko, torej brez imen avtorjev pesmi. Komisijo so sestavljali profesorica slovenskega jezika in zaposlena na ETV Anja Šircelj, knjižničarki Irena Medvešek in Aleksandra Mavretič, ki je tudi voditeljica na naši televiziji, recitatorka Tanja Bašelj, profesor slovenskega jezika, nekdanji poslanec in publicist Aleš Gulič, pesnik Vid Šteh, direktor knjižnice Zagorje Matej Strgaršek, fotograf in sodelavec naše televizije Vukašin Šobot, učiteljica in sodelavka naše televizije Stanislava Radunovič, glasbenica, pisateljica in sodelavka naše televizije Nina Novak, vodja Javnega sklada za kulturne dejavnosti izpostave Zagorje Vanda Kopušar in v imenu Spektra Trbovlje generalnega pokrovitelja izbora Tadeja Breznikar in Andreja Hauptmann. Preden predstavimo najboljše, je prav, da ob 50. obletnici podjetja EVJ Elektroprom povabimo lastnika podjetja in naše televizije, gospoda Janeza Vidmarja, da nam spregovori nekaj besed. Hvala lepa in prav lep pozdrav. Lepo je videti tako množico ljubiteljev, seveda kulture, predvsem kulture naših mladih, ki jo naša televizija organizira, to Naj pesem, že 7. leto. 7. ali pa 7 je kar neka pravlična številka tudi za EVJ Elektroprom, saj se marsikaj dogaja na vsezadnje, ne na vsezadnje tudi naš bar, ki se imenuje Sedmica, tudi zaradi določenih preteklih zadev. No, rad bi pa povedal, da res letos praznujemo naše podjetje 50-letnico ustanovitve in da ne bi se tako ukvarjali z našo dejavnostjo, ne bi uspelo tudi to, da organiziramo takšne kulturne prireditve. Marsikatero kulturno prireditev v teh prostorih organiziramo, in to je del, bi rekel, poslovnega uspeha. Mislim, da je to del ljubiteljstva kulture in seveda posledično je tudi del uspeha podjetja, če se ukvarja tudi za kulturo. In je prav, da se ukvarjajo podjetja za kulturo oziroma da vlagajo tudi v kulturne dejavnosti. Jaz ne bi široko razpredal o samih pesnikih oziroma naših teh, ki so nam napisali pesmi, bojo več povedali drugi. Pozdravil bi tudi današnjo razstavo Severino Šprogar, ki je današnji gost, za prav lepo razstavo. Jaz imam njene slike že odprej, pa mislim, da tako lepih še nisem videl, kot jih danes gledamo in se je tudi zaradi tega splačalo priti in pa seveda zaželel vsem prijetno poslušanje in pa
prijetno poslušanje tudi ob tej glasbi, ki nas bo danes spremljala. Hvala lepa. Natečaja Naj pesem ETV 2017 in te slovesnosti pa ne bi bilo brez pokroviteljev, ki se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo. Finančno sta nas podprla generalni pokrovitelj natečaja Spekter Trbovlje in občina Zagorje ob Savi. Za pogostitev po prireditvi in 2 nagradi sta poskrbela gostišče KUM Zagorje in KUM Plast Kisovec. Nagrade pa so prispevali EVJ Elektroprom, založba Primus, založba Karantanija, televizija ETV, trgovina lopari.si, občina Trbovlje, knjižnica Mileta Klopčiča in Rimske terme. Vsem se še enkrat iskreno zahvaljujemo. Letos je kratek povzetek o prispelih pesmih pripravil naš sodelavec Vid Šteh. Vida vabim k mikrofonu. Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, prijatelji, znanci in seveda pesniki. Veliko čast mi je bilo sodelovati tudi kot član komisije na letošnjem natečaju Naj pesem ETV, ki znova dokazuje, da je pesniška umetnost v Zasavju še vedno živa in tako med mladimi kot tistimi malo manj mladimi. Veseli me, da se je na natečaj prijavilo tako veliko kandidatov in z nami delilo en košček svojega sveta. Vsaka pesem je po svoje posebna, tako da so te izbori vedno malce nehvaležni in vsakdo nam nakloni en svoj pogled na realnost, ki nas obdaja. Nekateri so pač bolj lirični, drugi bolj kritični, tretji pa nekako poskušajo najti ravnotežje med enim in drugim. Presenetilo me je, da je med mlajšimi pesniki bila močno prisotna domoljubna tematika, kar je zelo dobrodošlo, saj je ljubezen do domovine zelo pomemben del vseh nas, ki tu živimo in ustvarjamo. Prav tako so me mladi pesniki presenetili z domiselno uporabo rim, ki niso bile niti najmanj predvidljive in pisane na prvo žogo. Seveda enako velja tudi za vse odrasle pesnike, ki so nam podarili verze z močjo in globokim pomenom, ki ne bogatijo zgolj jezika, ampak nagovarjajo bralca na preprost, vendar prefinjen način. Moje mnenje je, da poezija nikoli ne sme biti sama sebi v namen, ampak mora najti ustrezno komunikacijsko vez med pesnikom in bralcem, kar mnogim tekmovalcem na tem natečaju uspeva. Zato sem vesel, da se lahko znova vračam k branju vaših pesmi v okviru natečaja Naj pesem ETV. Čestitke vsem zmagovalcem in sodelujočim in se vidimo naslednje leto. Srečno! Strokovna komisija je ocenila vse pesmi in izbrala po 5 najboljših pesmi v posamezni starostni kategoriji. Seštevek ocen je potem izluščil po 3 najboljše, ki bodo prejele nagrade. V kategoriji mladih do 15 let je v konkurenci 50 poslanih pesmi 3. mesto osvojil Domen Arsov iz osnovne šole Brezovica pri Ljubljani za pesem Življenjska zgodba. Za svojo pesem je prejel 16 točk. Vabim torej Domna, da prevzame nagrado in da malo pozneje prisluhne tudi svoji pesmi. Prejel je priznanje, vrednostni bon podjetja EVJ Elektroprom za 30 €, set za hitri badminton in knjige. Tomaž Kralj je izročil nagrado, zdaj pa bo Tanja Bašelj prebrala 3. uvrščeno pesem. Življenje je zgodba. Življenje je zgodba, ki je ne moremo napisati sami. Zanjo so potrebni prijatelji izbrani. Začenja se v vrtcu, nadaljuje se v šoli, s pravimi prijatelji, konča se nikoli. Zgodba ima nešteto strani. Jo brati začneš, a konca ji ni.
Zgodba o prijateljstvu vselej je enkratna. Potuje in se vije po cesti domišljije. V kategoriji mlajših od 15 let je drugo mesto osvojila Lara Pezdir iz osnovne šole Brezovica pri Ljubljani za pesem Raznolikost. Njena pesem je prejela 18 točk. Vabim Laro, da prevzame nagrado. Prejme priznanje, vrednostni bon podjetja Kumplast za 50 evrov, vrednostni bon za celodnevno kopanje v rimskih termah za 2 in knjige. Nagrada je izročena, Tanjo Bašelj pa prosim, da prebere drugo uvrščeno pesem. Raznolikost. Raznolikost je, ko dečkom se pridruži deklica in duru molova lestvica. Raznolikost je kar naprej in vsakemu strašljiva, pa vendar neverjetno zanimiva. Brez raznolikosti ne bi poznali lune ali sonca in vsakemu dekletu bi ime bilo Mojca. Raznoliki smo, a kljub temu se vsi smejimo. Česa torej se bojimo? V kategoriji mlajših od 15 let pa je prvo mesto osvojila Inge Novinc iz osnovne šole Dobravlje. Prvo uvrščeno prosim, da se mi pridruži. Prejela bo protokolarno darilo občine Zagorje ob Savi, vrednostni bon podjetja EVJ Elektroprom za 20 evrov in knjige. Predstavnica generalnega pokrovitelja Andreja Hauptmann pa bo spregovorila nekaj besed. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, pozdravljena mladež. Trboveljsko podjetje Spekter se približuje že 26. letu poslovanja. V tem času je v svojem okolju postalo prepoznavno kot vodilni nosilec stanovanjske oskrbe v zasavski regiji. Tudi dejstvo, da je večinski upravnik več stanovanjskih objektov, ni zanemarljivo. Obletnice pa lahko igrajo tudi pomembno vlogo. Pričajo namreč o naših življenjskih dosežkih, spremembah in mejnikih. So povod za razmislek o doseženem, ter tako delujejo kot katalizator ustvarjalnosti. Dajejo nam motivacijo za naprej, posameznikom, podjetjem, pa tudi družbi kot celoti. Skupaj z vami, z lokalnimi skupnostmi, smo pred 26 leti posejali seme žlahtnih idej za prihodnost. Združila nas je misel na uspeh. Potem smo vztrajali, vi in mi skupaj. Sodelovali iz dneva v dan. Želimo si, da bi se še naprej skupaj veselili sadov, ki jih lahko obrodile uspešno sodelovanje. In ja, zavedamo se, da le zaupanje in spoštovanje rodita sodelovanje. Zavedamo pa se tudi, da uspešnost ni le v dejstvu, kje smo, temveč v smeri, v katero se premikamo. Včasih moramo jadrati z vetrom, spet drugič proti njemu. Toda premikati se moramo naprej v želeni smeri. Ne le pluti s tokom ali biti ob sleherni nevarnosti zasidrani v brezvetrju varnega zaliva. Trudimo se sobivati z lokalnimi skupnostmi. Naš namen je izvajanje splošno koristnih projektov na področju trajnostnega razvoja Zasavja, ki nas veže v prepletenosti zgodovinskih okoliščin. Naša želja je, da naš zasavski živelj
živi aktivno preživeto življenje in hkrati ohranja varnost, udobje in neodvisnost bivanja. Ravno zato spekter nagrajuje najpopolnejše oblike, prepoznava najbolj različne posameznike in snuje najbolj odmevne dogodke. Ravno zato smo ponosni glavni sponzor najpesmi ETV. Najlepša hvala. Zdaj pa bo Tanja Bašelj prebrala prvo uvrščeno pesem. Ti, ki si, in ti, ki te ni. Ti, ki vedno si, in ti, ki nikdar te ni. Ti, ki tvoj parfum neznansko mi diši, tvoja roka, ki trdno me drži in vleče me v svobodne dni. Ti, ki tvoj glas sen mi budi. In spet si tisti, ki te ni. Ah, morda le sanjam, morda le del moje domišljije si. In morda ne bo sploh ni modro. In morda tebe, ki si in ki te ni, sploh nikoli ni bilo. Nagrade mladim smo podelili. Zdaj pa se bomo za nekaj minut predali glasbi. Ansambel Navihani muzikanti, za katere igra in poje tudi naš sodelavec Domen Šergan, nam bo zaigral dve pesmi. V prvem delu Zgodnja pomlad in Prebrisane je glave. Pod krošnjo divje čišne dobiva se zvečer, da skupaj potešiva pomladni sine mi. Ko na okoli mraz je, tu nama je toplo, kotiček ta skrivnostni ni sigla še oko. Zgodnja pomlad za mlade je, za ljubljene, saj prav takrat nam zaigra srce. Zgodnja pomlad, ko sonce nas ogreje spet, ko imam te rad in najin vas je svet. Pod krošnjo divje čišnje spomladi se budi, tropentice in zvončki opojno zadehti. Od rožic najbolj bujna, pa meni ti se zdiš v pravlični lepoti, privlačno zadišiš. Zgodnja pomlad za mlade je, za ljubljene, saj prav takrat nam zaigra srce. Zgodnja pomlad, ko sonce nas ogreje spet, ko imam te rad in najin vas je svet. Ko imam te rad in najin vas je svet, vas je svet. En prav lep dober dan tudi v imenu Navihanih muzikantov. Danes smo zelo veseli, da smo lahko z vami tule, da tudi malo predstavimo naše skladbe.
Tole so skladbe, ki so preomenil naš voditelj, ki smo jih lansko leto predstavili na festivalu Würberg in smo tudi dobili in prijeli 2 nagradi, tako da smo zelo ponosni na te 2 skladbi in jih bomo danes tudi delili z vami. Tole druga skladba bo pa Prebrisane glave, ena taka lušna polkica, fajn za zamigati. Ajde, gremo. Moj fant, prebrisane je glave, pa še veseljaki to. Je prav navihane narave, vsak polepša dan vino. Sestajava se ob večeri, marsikaj poveva si. Ob vseh poljubih tisočeri, pa si krajšava noči. Sem včeraj se odločil, kar z njo se bom poročil. Je lica lepega in dobrega srca. In če bo moja žena, bo srečno poročena. Jo ljubil bom za 3 do konca svojih dni. Bo moja žena, bo srečno poročena. Jo ljubil bom za 3 do konca svojih dni. Moj fant, prebrisane je glave, vprašal prej je mamico. Se spomnil je manire prave in prinesel rožico. Sinoči mamica dejala, na 4 oči. Če boš predolgo ga čakala, kako ptiček ti zbeži. Kako lepo nam bo na obcetil se rajalo po 3 noči. Če očka se bo proti zavrtel, preširen vas vesel. Hvala navihanim muzikantom. Naš navihani Domen je včeraj praznoval rojstni dan in sem vesel, da lahko izkoristim tole priložnost in mu zaželim vse lepo. Domen, vse najboljše. Zdaj pa sledi podelitev priznanj najpesnikom ETV v kategoriji starejših od 15 let, v kateri smo prejeli 51 pesmi, tudi iz tujine. Še prej pa zahvala pokroviteljem. Finančno sta nas podprla generalni pokrovitelj natečaja Spekter Trbovlje in občina Zagorje ob Savi. Za pogostitev po prireditvi in 2 nagradi sta poskrbeli gostišče KUM Zagorje in KUM Plast Kisovec. Nagrade pa so prispevali EVJ Elektroprom, založba Primus, založba Karantanija, televizija ETV, trgovina lopari.si, občina Trbovlje, knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje in Rimske terme. Vsem en velik hvala. Tretje mesto v tej kategoriji je osvojila Jožica Kapele iz Semiča. Prejela je 14 točk. Jožica je prejela priznanje, vrednostni bon podjetja EVJ Elektroprom za 50 €, bon za celodnevno kopanje za 2 osebi v Rimskih termah in knjige. Zdaj pa bomo slišali tretje uvrščeno pesem. Izkopljeva se iz otopelosti, otresiva sebe pesek, ki naju je zasul. Postaniva veter, zaplešiva čez planjave, budiva sonce,
zasejva upanje v puščavski oazi. Prebiva se na plan skozi oblake, ki so zatemnili najine vzdihe, da so se razblinili pod njihovo težo. Dvigniva se ponosno, pozabiva brezdanje, ki je vkopano v naju, saj svet čaka, da naj jo objame. V kategoriji odraslih pesnikov je drugo mesto osvojil Bojan Rozina Zizlak. Prejel je 15 točk. Prejel je priznanje, vrednostni bon gostišča KUM v vrednosti 50 evrov, vrednostni bon podjetja EVJ Elektroprom za 20 evrov, bon za celodnevno kopanje za 2 osebi v rimskih termah in knjige. Zdaj pa drugo uvrščena pesem. Tišina. Na tla padla kavna žlička preupije mlado jutro. Hrupni romari za gomaze po slušni poti kvakajo in regljajo, kričijo, vpijejo, cvilijo, škrtajo, mažejo prazno tišino. Drdranje montažnega traku, sopenje ventilatorjev, trki kovinskih odkovkov, drgnenje ter udarjanje, brnenje, ropot in hropenje. Utopljen v plimi trušča, gluhima sodelavcema zavidam nemi svet. Za zaprtimi okni, ščepi v ušesih, pod obokom blazine se dotikam tihosti. Negiben okušam mir, počasi diham spokoj. Morda je bila najprej le tišina. Zagotovo je bila najprej tišina. V kategoriji starejših od 15 let pa je prvo mesto osvojila Alenka Skupek iz Podnanosa. Prejela je 16 točk. Ja, letos je šlo pri vrhu zelo na tesno. Priznanje za prvo mesto, protokolarno darilo občine Zagorje in glavno nagrado 200 evrov bruto, pa tudi knjige. Vse to bo izročila in je že izročila predstavnica Spektra Andreja Hauptmann. Zdaj pa bo Tanja Bašelj prebrala zmagovalno pesem. Potovanje vase. Ta sipki prah, postrgan spod slikave venečih arabesk na dnu tišine, posipam predte, preden vse izgine med koreninami sipinske trave. S teboj, ki bereš prvopis narave, bom zmogla pot do skrite bolečine, da mi z dlanmi izgladiš odrgnine, črepinje sanj in skrivljene predstave. Ako te vprašam, kje je zadnja milja, ki v cestni prah izriše odrešitev, le tih sibilski smeh veni za mano. Kdor vase hodi, mora vse do cilja nositi svojo težko odločitev. A pot morda izteče se v neznano. Prav vsi, ki ste letos sodelovali na natečaju in tudi drugi vabljeni, da nam pesem pošljete tudi na naš 8. pesniški natečaj, ki se bo zgodil v letu 2018. Še enkrat omenimo naše pokrovitelje, brez katerih bi prireditev in natečaj težko izpeljali.
Finančno sta nas podprla generalni pokrovitelj natečaja Spekter Trbovlje in občina Zagorje ob Savi. Za pogostitev po prireditvi in 2 nagradi sta poskrbeli podjetji Gostišče Kum Zagorje in Kum Plast Kisovec. Nagrade pa so prispevali EVJ Elektroprom, založba Primus, založba Karantanija, televizija ETV, trgovina Lopari.si, občina Trbovlje, knjižnica Mileta Klompčiča Zagorje in Rimske terme. Zelo pa smo veseli, da je danes z nami tudi dr. Janez Žlak, direktor rudnika Trbovlje Hrastnik. Vsem najlepša hvala. Nismo pa še čisto pri koncu. Po slovesnosti si boste lahko ogledali razstavo slikarke Severine Trošt Šprogar. O njenih delih bo par besed spregovoril Stanislav Žlov, magister teologije, ki je izobrazbo pridobil na Teološki fakulteti v Ljubljani, pa tudi v Rimu. Zaposlen je kot svetovalec in informator v izobraževanju odraslih na Ljudski univerzi v Celju. Je mentor študijskih krožkov in izvajalec računalniških, pa tudi drugih delavnic za odrasle in upokojene. V Preboldu živi svojo družino. Njegova žena Katka je hči pokojnega slikarja Leopolda Hočevarja Hočija. Slikarko Severino Trošt Šprogar in Stanislava Žlova, ki bo o slikarki in njenih delih povedal nekaj besed, vabim, da prideta naprej. En lep pozdrav tudi z moje strani. Z nama Severino je bilo takole. Ona mi je rekla, da želi, da jo jaz predstavim tukaj na tej prireditvi, pa sem rekel, no prav. Potem sem jim jaz povedal, zakaj je ne bi predstavil, ker jaz nisem ne likovni kritik, pa je rekla, da bi vseeno želela, da jaz predstavim, pa sem rekel, no prav. Potem mi je povedala, da imam 5 minut časa, da jo predstavim, pa sem rekel, no prav. Potem mi je pa še rekla to, da jo ne smem hvaliti, pa sem spet rekel, no prav. Tako, da veste, v kakih okvirih se pogovarjamo. Se pravi, edina referenca, s katero stojim tukaj pred vami, je, da smo Severino dobra prijatelja, pa da se večkrat pogovarjamo o stvarih, o katerih se je težko pogovarjati tako v vsakdanjem življenju, pri vsej brzini, s katero živimo. Zato bom na kratko povedal, da je Severina akademska slikarka, ki je bila rojena v Celju, mladost preživela v Radečah, zdaj pa živi, dela in ustvarja v Trbovljah. Diplomirala je na Ljubljanski akademiji likovnih umetnosti smer oblikovanja vizualne komunikacije pri profesorju Zdravku Papiču in doktorju Stanetu Berniku. To, kar vidite tukaj okoli nas, so njene slike, so njene umetnine. Severina pa zna še veliko več kot to. Ona se ukvarja s 1000 drugimi stvarmi. Se pravi, jaz sem si tu nekaj napisal, da ne bom kaj preveč pozabil. Ilustrira, ukvarja se z dizajnom, keramiko, steklom, Tiffanyjem, mozaike dela, kape, šale, broške, obnove pohištva, poglejte si njeno spletno stran, tam najdete vse. Severina je prejemnica številnih priznanj in nagrad, udeležila se je številnih likovnih kolonij in skupinskih razstav. Od leta 1987 je imela preko 50 samostojnih razstav doma in v tujini. To je to, kar sem moral povedati o Severini, pa si lahko preberete tudi na kakih drugih stvarih. Zdaj bi pa jaz na kratko povedal, kako jaz vidim pa razumem njene slike, da bi mogoče tudi vi malo drugače pogledali na njih, ker nekaj je tisto, kar človek vidi, drugo je, kar je napisano v sliki. Jaz sem bil pred dobrimi 20 leti v Jeruzalemu in so nas tam peljali v galerijo moderne umetnosti. In ko smo si tam ogledovali to galerijo, pridem jaz pred eno sliko, tako precej velika je bila, 3,5 metra krat 2 metra, in je bilo celo platno črno pobarvano. Jaz gledam tisto platno gleda mene, se opazujemo, ni mi bilo jasno, kaj je to. Pol stopim bliže, vidim napisano olje na platno.
Jaz tisto gledam, če pa je tole umetnost, to bi pa tudi jaz naredil. No, Severina, včeraj sem prišel malo sam pogledat, kako gledajo tvoje slike, in ko sem stal pred vsako od tvojih slik, mi tudi slučajno ni prišlo na misel, da bi kaj takega pa tudi jaz naredil. Zato mislim, da je to že en tak argument, da to, kar delaš, je pa res umetnost. Zdaj, ko sem razmišljal, kako v nekaj besedah povedati, kaj je na teh tvojih slikah, se mi zdi, da je treba reči eno stvar. Mi živimo svoje vsakdanje življenje in ga živimo v več svetovih. Najbolj poznan nam je ta svet, ki ga vidimo, utipamo, ko jemo, ko pijemo, ko vidimo to okoli sebe, kaj se dogaja, ko si kupimo kaj za obleč, pa te stvari. In to je ta realni svet, ki nas obdaja, ki ga zaznavamo z vsemi čutili. Drugi svet, ki tudi obstaja, pa ga ne vidimo, pa verjamemo, da obstaja, je mikrosvet. Se pravi, svet, ki je tako majhen, da ga s prostim očesom ne opazimo, pa je pomemben, zelo pomemben za naše življenje. Spomnite se na kakšne bakterije, na viruse, spomnite se na atome, molekule, pa mislim, da ga ni enaka, ki bi rekel, da ta svet ne obstaja. Potem obstaja tudi en makrosvet, ko zvečer pogledate v nebo, vidite zvezde. In to, ko človek začne razmišljati, kaj vse gor vidimo, te neskončne razdalje, planeti, galaksije, ozvezdja, osončja in tako naprej. Zopet en svet, za katerega nobeden pri zdravi pameti ne bo rekel, da ga ni, pa še kako vpliva na nas. No in poglejte, ko se sprehajamo po vseh teh svetovih, pa ko se začnemo čuditi vsemu temu, kar nas obdaja, kar je v nas in okoli nas, in takrat pa stopi človek v en svet, ki mu pa rečemo duhovni svet. Je pa tisti svet, ki človeka presega, ki presega te čutne zaznave, pa vendarle obstaja, pa še kako vpliva na nas. In mislim, da je vse te svetove treba imeti v mislih, ko gledamo slike Severine. Ker pogledajte, če se na eni sliki znajde en obraz, ko sem bil prepričan, da je ženska, pa mi je pa Severina razložila, da so to angelski obrazi. Je to ena duhovna dimenzija. Če na njej isti sliki najdeš eno jabolko, ki je simbol življenja, polnost življenja, ki je skrita v tem jabolku, je to nek mikrosvet, ki ga ne poznamo, pa se dogaja, ker je v njem tlije življenje. Če potem na tej isti sliki vidiš neko galaksijo, ki jo ta angel drži v roki, je to makrosvet. Potem pa vidiš morje, pa hiše, pa čolne, pa te stvari, je pa to resnični svet. In to vse na eni sliki. In ko človek en čas to gleda, človek rekel kar neki, malo tu, malo tam, pa en metulj tam leti, pa tako naprej. Ampak Severina pravi, da ona, odkar se spomne svoje zgodbe, ki jih doživlja, zaznave, čutenja, dogodke, ona ne napiše, ampak jih nariše. In zato ima vsaka taka slika v ozadju eno zgodbo. In to, kar se meni zdi, da je pomembno vedeti, je, da skuša Severina te različne svetove nekako v ravnovesju prenesti na platno in v ozadju sporočiti nek dogodek, neko sporočilo, ki pa je zelo pomembno za vsakega izmed nas. Sredstvo, ki ga slikar uporablja za slikanje, so barve, način, na kakšnega riše, pa simboli, s katerimi pa pove tisto, kar je neobesedljivo. In če boste gledali, na vsaki sliki je en kup enih simbolov, je en kup različnih barv. In njene slike imajo zelo močne barve, žive barve. In ko sem razmišljal, zakaj to, zakaj tako, se mi je zdelo, da je to odsev tega življenja v različnih svetovih. Ker človek, če hoče zaznati neko duhovno dimenzijo, neko presežno dimenzijo, če hoče videti še kaj več v morju kot sam konkretno vodo, potem se mora za to potruditi. Glejte, ko boste šli letos na morje, ko boste kopali se, spomnite se v trenutku, ko stopiš v vodo,
si povezan z vsemi kontinenti tega sveta. Spomnite se, da je ta voda nekje globoka 10.000 metrov. Da notri plavajo nenavadne živali, da je polno življenja. In ko človek o teh stvarih razmišlja, se začne čuditi. In ko se začneš čuditi, je to podlaga, da vstopiš v en svet, ki je pa nad tabo, ta duhovni svet, ta duhovna dimenzija. Mislim, da bom tukaj naredil piko. Zdaj, da Severina, hvalil te nisem. Hvala. Se ti bom pa zahvalil. Zahvalil pa zato, ker ustvarjaš. Ker nas temi svojimi slikami nekako vabiš k preseganju tega trenutka. Se pravi, tvoje slike se mi zdi, da govorijo ravno o tem, da je treba iskati v življenju neko ravnovesje in da je treba narediti nekaj za to, da gremo preko tega trenutka, da se presegamo. Kako je že bila tista misel, izluščimo se iz otopelosti, a kaj? To je to. Gremo ven iz tega ugodja, ki ga živimo, in recimo eno podjetje, ki dela neke stvari tukaj po Kisovcu in po širjem Slovenijo, se mu ni treba ukvarjati s kulturo. Ampak če vidiš v tem eno presežno vrednost, če na ta način ljudem nekaj podariš, potem je to tisti trud, ki ga vložiš v to, da ljudem nekaj daš, nekaj več. In Severina, hvala ti za to, ker nam daš nekaj več s svojimi slikami. Hvala, Stane. Hvala, ker ste prišli. Hvala, ker sprejemate moje delo. Vse dobro vam želim in dajte upoštevati to, kar je rekel, kar je povedal tako, kakor jaz slikam. Vse dobro vam želim. Hvala. Slikarska prodajna razstava je torej odprta. Po prireditvi si jo boste lahko ogledali. Na voljo pa bo tudi knjiga vtisov, v katero boste lahko zapisali svoje misli, svoje želje, svoja občutja. Če bi kdo želel katero izmed slik kupiti, naj se pa kar oglasi pri avtorici. Zdaj pa je možnost za vsakega izmed vas, da spregovori kako besedo, da nagovori koga izmed nas, zato, če je kdo tak, ga vabim, da pride pred mikrofon. Lep pozdrav vsem zbranim na današnji krasni prireditvi. Bom kratka, tudi zato, ker tole ni ravno preveč lahko. Naj izrečem 3 čestitke. Vse 3 v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in v svojem imenu. Najprej iskrene čestitke vsem nagrajenim mladim in starejšim pesnikom. Čestitam današnji razstavljavki, slikarki, umetnici Severini Šprogar. In seveda ne nazadnje čestitke naši slavljenki, naši televiziji ETV, lastniku Janezu Vidmarju, direktorju ETV Boštjanu Vidmarju in uredniku Igorju Goštetu in celotni njegovi ekipi. Tole skromno darilce, no naj vas potolažim, ni kristal, je le steklena posoda, danes napolnjena z vitamini, ob drugih priložnostih pa jo lahko napolnite slaščicami, keksi, lahko z nagradnimi odgovori, ali pa želim vam, da bi ujeli zlato ribico in verjemite, prav srečno bo v tem začasnem malem domu. Skratka, res iskrene čestitke, uspešno ter pogumno še naprej. Tudi sam v imenu organizatorja in vseh drugih čestitam nagrajenim pesnikom. Hvala vsem, ki ste pesmi poslali, in hvala tudi vsem, ki ste natečaj podprli.
Vabim vas k ogledu razstave in pozneje tudi na prigrizek, ki ga je pripravilo gostišče KUM. Uradni del druženja bo z glasbo sklenil ansambel Navihani muzikanti. Zaigrali bodo še 2 skladbi. S teboj je druga in Fontana zeleno zlato. Hvala lepa. Ja, tudi Navihani muzikanti bi pa radi čestitali vsem nagrajencem za te pismi, ki so jih napisali, res zelo lepo. Tako da, Navihani muzikanti vam pa zdaj predstavljamo eno našo najnovejšo skladbo. Vsi ste že mogoče slišali, v Žalcu, središče Žalca so postavili tisto fontano, kjer si lahko natočite vrček piva in ga poskusite. No, Navihani muzikanti smo se odločili, da bomo naredili en komad za tisto fontano. In evo, takole, sedaj vam ga predstavimo. Ta naša fontana povsod je poznana, vsi mladi in stari obligamo jo. Pivca ni vina, pa vendar je fina, saj v njej se pretaka zeleno zlato. Že dolga stoletja nežnita poletja, Savinča si željo razpivom gasi. Povolje je prave, pozabi težave, povunce užalec povabi kar ti. Fontana zeleno zlato, na svetu še takšne ni bilo. Obiščite kdaj Savinjski taraj, da s pivom nazdravimo. Fontana zeleno zlato, dolino krasi prav lepo. Zapojmo na glas, uživajmo čas, ki
poiščite kraj, Savinjski taraj, da s pivom nazdravimo. Fontana zeleno zlato, dolino krasi prav lepo. Zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar se vrni v nebo. Fontana zeleno zlato, dolino krasi prav lepo. Zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar se vrni v nebo. Zapojmo na glas, uživajmo čas, ki nikdar se vrni v nebo. Vsem, ki ste prišli na današnjo prireditev, se lepo zahvaljujem za obisk. Zdaj pa vas vabim na ogled razstave, druženje in na prigrizek. Vse nagrajence prosim, da pridejo naprej za skupinsko fotografijo. Vsem vam pa želim prijeten večer.